Zdajle smo na kup zbrali 3 generacije najbolj ikoničnega ameriškega športnega avta. Po moje kakšne posebne introdukcije ne rabim narediti, ampak seveda govorimo o Chevrolet Corvette. In danes bomo ugotavljali, katero izmed tehle 3 Freedom mašin bi domov odpeljal jaz. Jaz presežem, da ta avto proizvede več testosterona, kakor povprečen fitness. Tole iz leta 75 je že zadušila naftna kriza, ampak zvok ima pa še zmeraj brutalen. Se me sploh kaj sliš? Takoj, ko se usedeš noter, vidiš, da je to avto iz čist drugega obdobja. C3 do danes drži naziv najbolj številčno proizvajane korvete, je pa res, da so jih tudi delali dolg. Veliko besed bi lahko uporabil, da ga opišem, ampak sofisticiran ni ena izmed njih. Kakor je ta avto ikoničen, je čisti dinozaver in iskreno se pele še celo manj stabilno kakor S5. C4 je zame korveta 80-ih, čeprav ta je čudovito ohranjena in tudi ena izmed novejših. Nisem vedel, da to notranjost pa zunanjost dejansko mečale. Še kluka v barvi karoserije. Ampak v prvih parih sekundah vidiš, da je tale avto kakšna vesoljsko dobo naprej od C3. Tukaj pa takoj vidiš, da se že gre za sodoben avto. S telim bi si celo upal, je to kakšen novink za razliko od C3. Tale vijoličen bojevnik je zame bil največje presenečenje. Ratel mu je zadržati ves cool faktor in karakter, ampak v dosti bolj udobnem, sofisticiranem in roko na srce tudi bolj varnem paketu. C4 je zakon. Razlika zanesljivo ni tako velika, kakor je bila med prejšnjima dvema, ampak vseeno, C5 je pa še korak višji. Je športen avto, ampak s telim bi kamot naredil tudi kakšno daljšo razdaljo. Zdi se mi, da so C5 dolg časa bile podcenjene, ampak zadnje par let se pa trg kar prebuja. Corvette je zmer veljala za velik avto za manj denarja in vse tri danes so to hipotezo dejansko potrdile. Ampak, katero bi izbral jaz? V bistvu je res noro zanimivo videti evolucijo tehle avtov, zaradi tega, ker tale C3 je čisti dinozaver. C4 me je s svojim napredkom osupnila. Če je C3 muscle avto, pol je tale že zelo dostojen športnik. Ampak ja, če bi mogel zberati, kaj ne rečem. C5 je bila ta prva korveta, s katero sem pač kdaj imel stika. Tu je bilo sicer v Need for Speedu, ampak spomini veliko štejejo. Drugač pa hvala lepa Sebastianu, pa tudi gospodu Matjažu, ki se je ukvarjal z uvozom točno takih avtov.